Lepo pozdrav, danes smo na ekološki kmetiji Kocbek, spodnji Voličine 110, blizu centra Voličine se nahajamo. Z sadjarstvom, začel sem se ukvarjati z kmetijstvom pred 16 letami. Takrat sem vzel en starejši sadovnjak, takrat je bila tudi integrirana predelava v tem sadovnjaku. To je bil moj začetek samostojnega kmetovanja. Potem pa sem nekako vse skozi povečeval svojo kmetijo in jo tudi danes preusmeril v celoti v ekološko. Trenutno pa obdelujem skoraj 23 hektarov zemlje. Je zelo mešana kmetija. Glavna dejavnost na kmetiji mi še vseeno nekako predstavlja sadjarstvo. 2 hektara je sadovnjaka jabolk, 5 hektarov obdelujemo cepljenih orehov, 4 hektare nekje pašnikov, potem je še 3 hektare nekje travnikov, blizu 10 hektarov pa je njiv. Pred 3 leti sem se isto odločil, da je nuja na ekološki kmetiji tudi neka živina. Zato sem tudi šel v nabavo goveje živine. Takrat sem z Ljubljanskega barja pripeljal 5 telic Charolais pasme. So 100% pasemske, tako da tudi pač vidim v tem, da nekako je nujno potrebno, da je na neki kmetiji, ki je ekološka, tudi so neka domača ekološka gnojila, hlevski gnoj, ki mislim, da je nujno potreben, tako da skrbim, da je tega gnoja na kmetiji nekako čim več. Krave so čez zimo na globoke nastile. Tudi imam sezonski prepust, tako da 1. junija do 10. junija jim dam zraven plemenskega bika. Pred 7 letami sem se odločil svojo kmetijo preusmeriti postopoma v ekološko. Takrat sem nekako začel tipati in sem šel z prvimi površinami, njivami v ekološko pridelavo. Potem pa sem nekako počasi tudi z živinorejo, potem tudi z travnikami, z vsem. Zdaj trenutno pa še smo 2 leti nazaj pa smo šli tudi z sadovnjakom, z jablanami v ekološko sadjarstvo. Tako da še 1 leto potem pa tudi imamo ekološki certifikat tudi pri jablani. Trenutno se nahajamo isto v sadovnjaku. Sadovnjak je bil posajen leta 2008. Je v izmeri hektara pa pol. Trenutno smo začeli izvajati že zimsko rez. V letošnjem letu mislim, da kar zelo dobro kaže, kar se tiče cvetnih brstov, cvetnih nastavkov. Tako da pač se pričakuje, da bi letos tudi mogel biti tudi neki ta pravi pridelek. Trenutno tu v tem sadovnjaku so 4 sorte, nekaj je Elstara, prevladuje Gala in Jonagold, 500 dreves pa še tudi Zlatega delišesa. Ekološko seveda. Ja, zdaj smo v preusmeritvi v ekološko pridelavo v 2. leto, tako da še letošnje leto nimamo certifikata za ekološko pridelavo, z letom 2021 potem pa tudi bomo pridobili ekološki certifikat, tako da bo tudi potem trženje bolj zanimivo. Znanja na kmetiji res ni nikoli preveč. Sam se pač udeležujem vseh predavanj, ki jih pač zasledim. Sam pa sem tudi diplomirani inženir agronomije, tako da tudi nekaj teoretičnega znanja sem si pridobil tudi na sami fakulteti. Ja, jaz mislim, da zagotovo so prej zadruge, ki so danes, lahko rečemo, neke klasične zadruge, imele bistveno večji vpliv oziroma večjo vlogo v samem kmetijstvu, ko jo imajo danes. Tako da to je ena taka mala priložnost oziroma ena manjša zadruga, ko je zadruga Dobrina. Je pa spet, se mi zdi, nas povezuje te ekološke kmete, se trudijo za nas, mi pa se trudimo pač, da bomo pridelali nekako čim bolj kvalitetno
kvalitetne pridelke in potem bo to nekako steklo tudi obojestransko.